Pozdravljeni. Danes je na vrsti rahlo kontroverzno vprašanje. Lahko Charles Leclerc doseže mit, ki ga ima še danes Gilles Villeneuve? Odgovor je seveda za mnoge ljubitelje Formule 1 enostaven. Ne, ni možnosti, kajti Gilles Villeneuve je tam zgoraj, skoraj na robu tistega, kar je bilo v njegovem času mogoče. A danes se lahko spominjamo na Gillesa Villeneuva, kljub temu, da je minilo že več kot 41 let, odkdar nas je zapustil. In mnogi navdušenci Formule 1, ko v vsakdanjem življenju vidimo številko 27, se spomnimo nanj. Verjamem, da kdo izmed onih, ko so šele pred kratkim začeli spremljati Formulo 1, ko vidijo 27-tico, se morda spomnijo na Nicka Hülkenberga, a mislim, da je to izjemno redek pojav. A scuderia Ferrari je predvsem po smrti Enza rada začela ustvarjati podobne mite in legende, kot jih je imela v preteklosti. Mnogokrat so se tudi zatekli k raznim bližnjicam. Namreč podpisovali so pogodbe z vozniki, ki so že bili svetovni prvaki. In tu se moramo spomniti na Alaina Prosta, Michaela Schumacherja, Fernanda Alonsa in Sebastiana Vettela. Od te četvorke je edino Michael Schumacher tisti, ki je nekako izpolnil pričakovanja in jih tudi presegel. Ustvaril je v scuderiji Ferrari svoj lasten mit, svojo lastno legendo, ki je konec koncev tudi pomagala, da so njegovega sina Mika vzeli pri Ferrari Driver Academy pod svoje okrilje. Ne zato, ker bi bili hvaležni Michaelu Schumacherju, ampak zato, ker so si želeli imeti priimek Schumacher na svojem bolidu. Zgodba se ni iztekla tako, kot so si nekateri pri Ferrariju in marsikateri navijač želeli. Vseeno vidimo, da imajo to navado primerjati sedanjost s preteklostjo in nekako skušajo to, recimo temu malce bolj bledo sedanjost, povzdigniti na tisto barvito preteklost, ki je nekoč bila. In sedaj pridemo do tistega, kar je bistvo današnjega prispevka. Je Charles Leclerc sposoben priti tako visoko, kot je nekoč bil Gilles? Vkolikor pogledamo medije, katerih upravlja scuderia Ferrari, bomo mnogokrat opazili, da je Charles Leclerc nedvomno zvezda teh kanalov. Pojavlja se pogostokrat tudi v vlogi, ki ni pravzaprav vezana na Formulo 1. A po drugi strani Gilles Villeneuve je s svojim stilom vožnje, svojim karakterjem znal očarati množice navijačev v prehodu med 70. in 80. leti prejšnjega stoletja. Mnogi navijači scuderije Ferrari so na veliko nagrado prišli gledati Gillesa in ne dirke. Ni bilo važno, ali je bil prvi ali zadnji. A konec koncev, če smo iskreni, obstaja nekaj podobnosti med Gillesom in Charlesom. Oba sta približno zmagala enako število dirk in oba pogostokrat sta se znašla tam ob robu same asfaltne površine, na izletni coni, tik ali v zaščitnem zidu. A tu bomo lahko razpoznali eno izmed velikih razlik med enim in drugim. Charles Leclerc, ko mu ne gre vse po načrtih, se običajno preda. Medtem ko Gilles Villeneuve, ne glede na to, ali mu je odpadlo kolo, ali je polomil profil, ali pravzaprav mu je manjkalo
polovico bolida se predal ni nikoli. Kdaj pa kdaj so se mehaniki primili za glavo, ko so videli, s kom se je Gilles Villeneuve vrnil do garaž. Seveda, takoj, ko je zapustil razbitino, je želel, da mu ga mehaniki takoj popravijo, kajti on ima v mislih dirkati čim prej, mogoče že čez 15 minut. Pri Charlesu Leclercu smo pogostokrat priče izgovorom in zgodbicam o tem, kaj vse je šlo narobe, da pravzaprav ni bilo želenega rezultata. Gilles Villeneuve se na rezultat ni toliko oziral kot na tisto hitrost, na tisto strast, ki jo je čutil. In to strast je znal prenesti tudi k publiki. Zato so ga mnogi vzljubili. In še danes je spomin nanj živ. A zavedati se moramo, da v svetu Formule 1, kot ga poznamo danes, takšni karakteri, kot je bil Gilles Villeneuve, verjetno ne bi uspeli. K njegovi legendi so mnogo pripomogli tudi novinarji. In kar je zanimivo, njegov sin Jacques je dosegel bistveno več. Svetovni prvak Formule 1, zmagovalec serije kart, zmagovalec dirke za 500 milj Indianapolisa, še bi lahko naštevali, ampak vseeno, po mnenju mnogih, ni tako velik kot njegov oče. In to je tisto, kar dela Formulo 1 zanimivo. Nekoga lahko vzljubimo, druge pač malce manj. In vse je odvisno od tega, kaj nam znajo nekako pričarati, kako nam znajo prikazati dirke za svetovno prvenstvo Formule 1. In vsakdo ima lahko svojega favorita. Ampak mnogi se lahko sedaj začnemo spraševati, bo mogoče kdaj številka 16 postala tako znamenita kot številka 27? Po mojem mnenju nikoli. A časi se spreminjajo, spomini bledijo in mogoče naslednje generacije sploh ne bodo poznale Gillesa Villeneuva. Kajti v današnjem času je bolj pomembno tisto, kar se dogaja sedaj, od tistega, kar se je dogajalo v preteklosti. A pri skuderiji Ferrari bodo še zmeraj primerjali tiste voznike, ki jih bodo imeli na razpolago, z onimi znamenitimi, ki so nekoč vozili za ekipo iz Maranela. Zato sam dvomim, da bo tako hitro tudi izbledel spomin. A zanimivo je, kako se danes nekateri skušajo približati nekim mitom in legendam iz preteklosti, namesto da bi sami se potrudili biti tako legendarni. A to je verjetno tudi odraz časa, kateri pa meni osebno ni všeč. A to je že druga zgodba. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.